Lepo pozdravljeni. Zadnjič smo skupaj v tej sezoni, zato gremo na zaključni izlet. V Solkanu bo kmalu start zadnjega letošnjega rekreativnega spusta v sklopu akcije Voda za vedno. Cilj bo v italijanski Pevmi, vmes pa se bo karavana ustavila in iz neposredne bližine spremljala ekipno preizkušnjo mladinskega evropskega prvenstva v spustu. Gremo pogledat, kdo vse gre z nami in seveda, kakšna je naša posadka. Ste še posebej dobro organizirana ekipa, zakaj gre? Smo člani prostovoljnega gasilskega društva iz Nove Gorice. Nas je 15 s 2 plovili, čolni, in že tradicionalno 5. leto gremo na to soško regato. Ja, koliko čolnov je torej vaših tukaj? 2. Kaj pa dodatna oprema, ki imate lestev? Ja, to pa ne spada na vodo. Bi bilo malo težko peljati samo. Dobro, kakšna bo vaša naloga na današnjem spustu? Naša naloga na današnjem spustu je dobesedno zabavati vse ostale udeležence. Dobre volje smo se spustili po progi, ki je ta dan gostila ekipne tekme v klasičnem spustu. Takole smo opravili s solkanskimi brzicami in kmalu smo bili na italijanskem delu proge. Vsekakor pa ne tako hitro kot Anja Kancler, ki je s kanujem to pot opravila kot druga najhitrejša, s slabim zavesljajem zaostanka za prvo uvrščeno. Ja, v bistvu tukaj je 1/10 na teh 20 minutah, res ni nič. To lahko rečemo, en majhen zavesljaj. In pa nova medalja z velikih tekmovanj v družini Kancler. Sicer pa dvojni program ste imeli vsak dan nastop tako v kajaku kot tudi v kanuju. Najbrž ste sedaj kar precej izčrpani. Ja, štartala sem v boje, kajak in kanu. Tako da, ja, seveda, vse smo se potrudili, tako da na koncu smo vršili malo zmatrani, in to je to. Naša reprezentanca je v spustu osvojila še 2 medalji. Takole smo z neposredne bližine spremljali našo ekipo, ki je predtem v isti postavi osvojila naslov evropskega prvaka v sprinterski preizkušnji, ob tem pa je bil Vid Debeljak prav tako v sprintu še drugi v posamični konkurenci. Nekako sem pričakoval en dober rezultat v posamičnem šprintu, moštva sem bil pa kar malo presenečen. Kakšen je bil sploh tvoj plan pred tem evropskim prvenstvom? Kakšen cilj si zadal? Ja, cilj je bil priti v klasiki med 10 in v šprintu na stopničke. Potihem sem upal na zlato, nekako se mi včeraj ni čisto posrečilo. Definitivno je neka motivacija za naprej velika in letos bom še malo kombiniral merne divje vode, ampak naslednje leto je cilj svetovno člansko Solkan. Vsaj v reprezentanco in potem boče pa še finale pada. Prvi cilj je še zmeram merne vode. To je zihar normalno. Je pa res, da je spust tudi taka lepa disciplina in sem razmišljal od tega vikenda naprej, da mogoče tudi naslednja leta, ki tekmoval še v tej disciplini, ima glavni poudarki še zmeram na mernih vodah. Tako da drugo leto, če pač ne bo šel spust skozi, bomo šli pa na merne vode. Kaj bi rekli v sami prednosti domačega terena, glede na to, da vi Sočo dobro poznate dobro tudi ta del na tej italijanski strani? Ma ne, to niti ne. Jaz poznam bolj to slalom progo, ta italijanski del, poznam njih toliko kot tujci. Bi vam bolj ustrezalo, če bi bilo vse skupaj bolj divje? Ja, to seveda, to verjetno ne tudi drugim, ta merna voda ni za nas. Če bi primerjali obe moštvene vožnje, slalom in pa sam spust, kje je težje nekako uskladiti vse 3 čolne? Težje je v slalomu. Tam se moraš križati na kontravratih in čisto vse skupaj težje. Tudi konkurenca je malo večja. Je povedal tretji član posadke, ki je letos osvojil zlato medaljo tudi v moštveni vožnji na mladinskem svetovnem prvenstvu v slalomu in čez teden dni na evropskem prvenstvu Solkanu nastopil tudi med brati. Imamo se fajn, izlet poteka po načrtu, počasi se bližamo našemu cilju in čas je, da spoznamo tudi, kakšna je naša posadka v raftu. 8 nas je, sami lahko preverite, Milan kar pokaži, mešana ekipa.
celo mednarodno smo obarvani. Tukaj na koncu desno sedi in vesla Mohamed, ki je iz Nemčije. Sicer pa kar pogledamo, kakšni so prvi vtisi vseh tistih, ki v našem čolnu skrbijo za to, da pot poteka tako, kot se zagre. Kaj ti praviš, kako se ti zdi vse skupaj? Odlično. Mi je zelo všeč. Prvič sem in je super. Ekipa dela složno, se ti zdi, da smo vsi kot eno? Super smo kot eno. Ja, kateri del Soče danes ti je bil najbolj všeč? Meni osebno so bile brzice. Prekratke, ampak super. Žal tisto, kar je dobro, je vedno nekoliko prekratko, vendar pa našega izleta še ni konec. Tukaj v zadju vidimo še našega kapitana, dobro ga poznamo, on rad gostuje v naši oddaji, dvakratni olimpijec Jernej Župančič Regent, kapitan naše posadke. Kaj praviš na delo svojih veslačev? Nisem imel še lepše posadke do zdaj, v mojem raftu. Dobro, tako kot je bilo pričakovati, torej pohvale, delamo dobro in kaj kmalu bomo tudi v cilju, ko se seveda znova oglasimo in strnemo vtise tudi ostalih prisotnih v našem prečudovitem rdečem raftu. Solkan je po evropskem prvenstvu v spustu gostil še prvenstvo stare celine mladincev in mlajših članov v slalomu. Blesteli so slednji in osvojili 4 medalje. Najprej sta 2 olimpijski posadki ubranili naslov evropskega prvaka. Eva Terčelj je ponovno ugnala vso konkurenco, potem ko je najboljšo vožnjo privarčevala za finalni nastop. Tole čakanje na koncu je bilo tole mogoče celo težje kot sama vožnja. Ja, mislim, da psihično vsekakor je bilo kar, sem vedela, da bo za medaljo dovolj, ampak sem si nekako želela ohraniti ta naslov in sem res srečna, da mi je to uspelo. Ja, kaj si mižala, gledala uro, čas tekmice na progo? Ja, malo sem bila zmatrana, tako da sem malo rajš veslala, gor pa dol pa škilala na semafor, kako bodo ostale odpeljale. Eva obvlada in še vedno vlada v teh mlajših kategorijah. Kako se ti zdi tole, kar sem povedal? Ja, milaska, super je. Dobro se sliši. Ja, si seštela, koliko medalj imaš sedaj iz teh evropskih in svetovnih prvenstev, mladink in pa mlajših članic v slalomu in spustu? Nisem vedela sam, ampak zdaj moram še eno prešteti, tako da moram še na novo zračunati, ampak mislim, da jih je kar dosti, ampak sem res vsake posebej vesela. Luka Bonžič in Sašo Taljant sta dominirala v vseh vožnjah in na domači progi tekmecem nista pustila blizu, pa čeprav je v finalu šlo še najbolj tesno, sta slavila z več kot pol sekunde prednosti. Mi smo se že na začetku sezone, da za zaključek sezone hočemo imeti to zmago na evropskem prvenstvu doma na domačih tleh, ker so še zadnjič v tej disciplini, do 23 let, potem naslednje leto niso več, ker je Sašo malo starejši. Tako da hotela so zmago in ponoviti lanski uspeh in to nam je uspelo. Ja, zmeraj mi je težje braniti naslov, ker pa ga osvojiti, tako da tudi nama ni bilo nič lažje tu, pa še pred domačimi gledalci, tako da je bil kar velik pritisk. Ja, zlato medaljo z podobnega tekmovanja sta že imela, ampak to pa je le bilo pred domačimi gledalci. Najbrž vaju ne bi zadovoljilo nič manj kot zlato. Pred domačimi gledalci pa tudi dejstvo, da sem zadnje leto v tej kategoriji in sigurno bi bil vse drugo, kakor zlata kolajna poraz. Simon Brus, ki je lani osvojil naslov evropskega prvaka med mladinci, je v svoji prvi sezoni med mlajšimi člani prišel do srebrne medalje, zlato pa mu je ušlo za vsega desetinko. Jaz sem zelo zadovoljen. Vse vemo, da sem bil to sezono 3 mesece odsoten zaradi poškodb. Ta tekma je bila nekako, mislim, težka zato, ker je bila tako odprta. Časi so bili zelo skupaj, nisi si smel privoščiti napak, ampak na koncu mi je uspel. Lahko na tej moji akreditaciji pokažeš, razložiš, koliko je ena desetinka na tekmi, kot je bila današnja? Po mojem je v bistvu 40 sekund, mislim 40 centimetrov, ker voda kar hitro teče na koncu, tako da se kar veliko naredi v eni sekundi, recimo 4 metra, kaj taga približno. Na koncu so za veselje poskrbeli še kanuisti. Berčič, Cof in Lenarčič so bili najboljši v moštveni vožnji in zadovoljstvo ob koncu 2 velikih tekmovanj je bilo popolno.
tudi strani predstavnikov Evropske kajakaške zveze. Prvenstvo u Evropi je organizirano savršeno i drago mi je da se napravilo jedno prvenstvo koje će biti i u spustu i u slalomu u vrlo jednom kratkom intervalu, tako da očekujemo da će i ovo je jedno od masovnih juniorskih prvenstva, baš zbog toga što su slalom i divlja voda zajedno na istom mjestu i mislim da ćemo to ponoviti ponovo. Morda se komu zdi, da sezona slovenskih slalomistov ni bila popolna. Najbolj sta odmevali bronasta medalja Benjamina Savška na Evropskem prvenstvu in zmaga Urše Kragelj v skupnem seštevku svetovnega pokala. Spomnimo se še enkrat največjih uspehov in zgodovinskih 7 stopničk naših tekmovalcev in tekmovalk na tekmah svetovnega pokala. Manjkala je tista pika na i na olimpijadi. Sva pa zdaj proti koncu sezone pokazala tiste te prave vožnje. Tako ko midva znava, zdaj je pa res, da je malo drugače nastopati na svetovnih pokalih pa na prvenstvu do 23 let, kakor pa na olimpijadi. Skupna zmaga v svetovnem pokalu, to je tisto, kar si vsak tekmovalec lahko samo želi. Si v mislih imela nek cilj na to skupno zmago pred sezono, je bila to ena izmed tvojih želja? No, če bi rekla, da je bila to moja želja, nisem daleč od resnice, ampak da bi bil to pa moj nek realen cilj, pa nisem res mogla verjeti, ker je to res nekaj tako visokega, res ena visoka lovorika, nisem mislila, da jo lahko že letos dosežem. Ampak kljub vsemu sem jo, z malo sreče, pa veliko treninga. Ja, se ravno to, kako dolga je bila za tebe ta sezona s tisto luknjo vmes? Ja, ta 2 meseca sem morala se kar zmotivirati, da sem se dobro pripravljala. Konec konca sem bila tukaj edina, oziroma ena med edinimi, ki sem se pripravljala. Je pa bila motivacija gotovo, ker sem vedela, da sem visoko uvrščena po prvih 3 tekmah in sem zato lažje se pripravljala tudi na zadnjih 2. Mislim, da sistem dela, ki smo ga imeli v teh 4 letih, ko so tekmovalci imeli nekaj več svobode s svojimi trenerji pri kreiranju programa, da je bil tisti pravi. Tekmovalci so imeli praktično ob sebi ves čas tudi svoje trenerje, tako da rezultati kažejo na to, da je bil ta sistem pravilen. Da je verjetno pa tudi znotraj tega sistema še nekaj rezerve, mogoče nekaj več koordinacije, nekaj dodatnega skupnega dela, ki bi lahko kvaliteto treningov, kvaliteto dela še dvignil, mogoče več povezovanja med posameznimi trenerji, med posameznimi ekipami, vendar mislim, da generalno, da sistem je deloval in zdaj kakšen pa bo sistem v prihodnjih 4 letih, bo pa jasno kmalu, kajti mislim, da bomo nekako uspeli do konca novembra pripraviti tudi predlog programa za naslednja 4 leta. Se čaka nas celo vrsto prvenstev in bo treba s pripravami začeti čim prej, tako da si želimo programe pripraviti nekje do konca novembra, da bi potem po novem letu res lahko štartali s temi skupnimi programi. Lahko pričakujemo znova kakšno veliko tekmovanje v Sloveniji? Trenutno razmišljamo, smo še, bom rekel, pred odločitvijo, ali potrdimo, bom rekel, že dodeljeno svetovni pokal drugo leto
v Tacnu in tudi za leto 2014, vendar moramo počakati glede na to, kakšno je stanje, da vidimo, ali bomo uspeli finančno zapreti tekmovanje, kajti ne bi radi, da bi na škodo, se pravi, da bi bilo sredstvo premalo, da bi bile potem okrnjene priprave ali delo reprezentance. Dolgoročno pa smo že najavili Evropski kajakaški zvezi, da smo zainteresirani v letu 2016. Upamo, da se bo tudi ekonomska situacija spremenila oziroma se bo stabilizirala, da smo pripravljeni narediti Evropsko prvenstvo za člane najprej v sprintu čez Tacensko zapornico. To bo nekaj novega in zelo atraktivnega v enem vikendu, naslednji vikend pa Evropsko prvenstvo v slalomu za člane, ki pa ne bi bila, tako če bo ostal tak sistem kot je zdaj, ne bi bila tudi zadnje kvalifikacije za nacionalne zveze za določitev kvot za Brazilijo. Takole pa je na koncu cilj v italijanski Pevmi dosegla naša posadka. S tem je bil končan zadnji od 12 letošnjih spustov v sklopu akcije Voda za vedno, ki se jih je skupno udeležilo preko 1500 udeležencev. Je bil to vaš prvi tovrstni spust? Ne, tudi okvir podjetja imamo večkrat organizirane take izlete, tako da smo že bili kdaj. Kako pa je po vašem mnenju delovala vaša ekipa? Ja, jaz tako ocenjujem, da smo bile ženske danes malo bolj pridne kot moški, pa smo bolj veslali. It was my first time today and I was really amazed because it was quite funny, quite nice and all the beautiful nature all around, so it was very, very good. The most exciting was we had a 300 meters path, I think, where it was quite wild, so there was a lot of action. I like that, so maybe when I will have some chilled rides like this more often, I can go to the wilder ones. Ja, super je bilo in tudi proti pričakovanju smo imeli zelo lepo vreme, tako da zdaj bi najbolj pasali po vsem tem mučenju in veslanju se vršiti v vodo. Se pravi, da se mi zdi, da je bilo treba kar malo preveč veslati, je bilo kar naporno. Ja, zame, ker nisem glih tako zdefinirana pa moči, mogoče malo bolj težko, ne. Ampak ne, drugač pa super in uživanje, družba, fino. Kaj pa je tole? Tole je kakšna kazen, ker ste preslabo veslali? Tole je kazen, očitno sem res preveč vnet bil in smo se skozi vrteli s čovnom. Mislim, da je to kazen, da moram tole vse odnesti v avto. Ste mogoče zbrali preveč deklet v svojo ekipo? Očitno sem preveč premočan zalogaj imel v veslu. Lahko si to primeš, ker idemo na pašto. Kar, prvošte si. Tako. Očitno sem imel premočan zalogaj v veslu in me je neslo. No, za prihodnjo sezono bomo seveda ta projekt nadaljevali. Da rečem, baza teh prireditev bodo ostale te večje prireditve, kot so tradicionalne, z nekaj desetletno tradicijo, kot so Krka, Soča, Ljubljanica, tudi Sora, Sava. Vsako leto priključimo kakšno novo prireditev, letos je bilo to na reki Bohinjki, iz Bohinjskega jezera in pa na reki Dravinji. Upamo spet, da bomo na svojo stran dobili organizatorje na reki Vipavi, ki je bil zelo, zelo prijeten spust. Razmišljamo tudi o tem, da bi mogoče eno od teh prireditev naredili na slovenski obali. Je pa še nekaj vodotokov v Sloveniji, ki nas še čakajo za bodoče, torej dela nam, organizatorjem in pa seveda prijetnih spustov udeležencev ne bo zmanjkalo. Vedno vam radi postrežemo tudi s katero izmed zgodbic naših ekstremnih kajakašev in tokrat nam bo Andrej Bjuklič povedal, kako je bilo na njegovi avanturi po Združenih državah Amerike, odkoder je prinesel tudi sijajne videoposnetke. Andrej, najprej živjo in povej, kje si sploh bil, kje si veslal? Bili smo v Kaliforniji, sicer v Sierra Nevadi. To je pač pogorje, ki se razteza čez celo Kalifornijo.
in tam so tudi te najbolj zanimive reke, ki smo veslali. Ja, kako divje so te reke, da te privlačijo? To je pač, če primerjamo z Evropo, je prav nek drugačen stil veslanja. Sam stil reke drugačen, plus vse ostalo dogajanje pred in po rekah je čisto nekaj drugega. Pač treba je in dosti pač se ukvarjati z logistiko, kako priti na reko, iz reke. Pač veslanje je bolj zahtevno, ker so daljše reke, to se vesla več ali manj v divjini, tako da je stvar malo bolj, zaradi tega tudi bolj interesantna, hkrati pa malo bolj nevarna. Ja, koliko dni si bil dejansko svojo ekipo odrezan od sveta, je tako? Tako. Nekatere reke, glede na težavnost in dolžino, se veslajo tudi po 2 dni, tako da včasih si tudi po 2 dni v čisti divjini, nobenega ni nikjer, ni možnosti niti pač klicanja. Imeli smo sicer nek satelitski locator, pravijo pač v Ameriki, tako da če pride do kakšnih težav, lahko sicer spustiš ta zadnji klic v sili, da te pridejo s helikopterjem iskat, to je pa tudi edina stvar, ki imaš v bistvu sabo. Ja. Drugače si odvisen samo od sebe. To ni bilo potrebno, ne? Ste imeli kakšnega vodiča? Ne, vodiča nimaš. To so težke reke, načeloma bi mogoče tudi bil vodiča, ampak sploh ni interesantno. Nam je v bistvu, da gremo veslati sami, da sami ocenimo nevarnost, da se nekako sami znajdemo na rekah, da pač to je tisto ta pravo, ne, da si sam tam, da se sam znajdeš. Ja, in kaj je bilo tisto, kar te v vsej tej divjini tam mogoče najbolj fasciniralo? Najbolj me je v bistvu fascinirala ta velikost, ne, ker so to velika ta prostranstva in okrnjenost, ne, zato ko prideš na reke, da so popolnoma nedotaknjene, ne. Že samo doživetje po reki je nekaj posebnega, tam je pa še toliko bolj, zato ker res imajo tako naravo, ko se da lepo uživati v njej, ker je res nedotaknjena. Pri takem veslanju si nekako ves čas na neki meji med strahom in razumom, bi lahko rekel, ne. Pač se pravi, vsako brzico, ki jo ne vidiš čolna, jo moraš iti pogledati z obale, tako da veš, zakaj se gre, da se ne spustiš nekam na slepo, ne. Pač tako nekako se ravnaš po izkušnjah, tako da izbereš najboljšo linijo, včasih pa tudi kakšne brzice sploh ne pelješ, ker jo preneseš. Če vidiš, da ne gre, če se ne počutiš, jo ne pelješ, jo neseš. Gre za divjino, koliko je sploh tam kajakašev ljudi na splošno? Srečali smo še koga? Srečali smo kajakaše, zato ker takrat, ker smo mi bili tam, je sezona. V bistvu je sezona zelo kratka, zato ker je vsa ta voda, ki pride v strugo, je več ali manj od snega. In glede na količino snega, pol toliko nekako je tudi vode, oziroma toliko je tudi dolga sezona. Tako da vsi grejo veslati nekako v teh 2 mesecih, ki je to najbolj primerno. Kaj pa ostale nevarnosti, ki še prežijo na obiskovalce? Eno si tudi sam zelo dobro posnel, pa se tedaj boj, da sploh še nisi dobro zavedal, kako zaresiš. Tako je, ne? Na koncu smo bili pa najbolj prestrašeni, ko sem hmali stopil na kačo, ne? Oziroma smo imeli zelo bližen stik s klopotačo in ko enkrat vidiš v živo, oziroma sploh jo nismo videli, na srečo jo pač en prijatelj slišal, tako da se je šlo kar dobro, je pač bolj začneš malo tako razmišljati tudi o drugih stvareh, ne? Da ni samo nevarnost na rekah, da je tudi izven rek. Je v mislih že naslednja destinacija? Imamo že resne plane, smo že tik pred tem, da kupimo karte za Čile. Sicer bomo šli v novembru, v konc novembra, čez december, tako da zaenkrat se veselim odhoda. Zaključni izlet je skorajda že končan, prav tako pa tudi 4. sezona Kajak Kanu magazina. Vendar pa sam konec mora biti nekaj posebnega in to prav posebno me sedaj čaka tukajle v Soča Fun Parku.
Tole je to, spust preko proge v Solkanu. Kar pogledajte, zgleda strašljivo, hlače se mi nekoliko tresajo, tudi glas nekoliko. Morda me bo upogumila reprezentantka v slalomu Nina Mozetič, boš dala kakšen nasvet ali vsaj odvezo. Jaz bom tvoje sodelavce vprašala, koliko me častijo, da te pustimo za nekaj dni viseti na sredini. Malo ga pa stiska. Dobro je bilo, še bomo delali. Thank you.